Ja, prav en lep dober večer. Smo se srečali v resnici danes z davnino, z odmevi, ki prihajajo iz davnine. In vas v uvodu vabim, da skupaj prisluhnemo impresije nekega davnega časa pred vsaj 12.000 leti. Takole gre. Bilo je jutro. Stopil je izpod podmola naš pračlovek. Zravnal se je, sonce mu je zaslepilo oči. Z roko si je naredil senco in se ozrl proti jezeru. S kratkimi koraki je odšel tja. Ko je prišel do obale, je zabredel v vodo in potrpežljivo čakal. Vedel je, da jezero nudi preživetje. Mimo je priplavala ogromna prariba. Zgrabil jo je z golimi rokami. Riba je opletala in ga premetavala v nizki vodi blizu obale. A trdno jo je držal. Dolgo je trajal boj. Riba se je utrudila in pračlovek je odvlekel praribo na obalo. Za preživetje je moral premagati naravo. Na poti do domovanja je pobral kremen in ga uporabil kot rezilo. Rodila se je nova tehnologija. Takrat se je svet spremenil. Kolikor vemo, se je tako vse začelo, ne z velikim pokom, temveč z majhnim korakom proti jezeru, v borbi za hrano, za ohranitev družine, za obstoj v takrat skritnem kotičku narave. Iz roda v rod so se prenašale izkušnje, znanja, sposobnosti, vztrajnosti in opornosti našega pračloveka. In obstal je naš pračlovek, da lahko mi danes živimo pod svobodnim soncem. To nam sporočajo odmevi časa, odmevi iz davnine. In prisluhnimo, kako je te odmeve slišal naš predavatelj Janez Fajfar, univerzitetni diplomirani etnolog in profesor geografije. Še prej pa si oglejmo kratek film, ki nas bo opozoril na geološke spremembe, ki so oblikovale naš prostor. Bohinjski ledenik. V zelo hladnem obdobju ledene dobe, pred 20.000 leti, so ledeniki zadnjič segali od zemljinih tečajev daleč v notranjost kontinentov in pokrivali vsa večja gorstva. Led, ki se je zbiral v Julijskih Alpah, je drsel proti predgorju po dolinah Soče in Save. Z vzhodnih osteni Triglava se je stekal v Bohinj in nadaljeval pot proti Blejskemu kotu. Ob poledenitvenem vrhuncu je bil bohinjski ledenik debel do 800 metrov in se je prelival celo prek visokih dolinskih robov. Pri drsenju je led brusil površje pod seboj in oblikoval značilno ledeniško dolino v obliki črke U. Na višku zadnje pleistocenske poledenitve je bohinjski ledenik pokrival celotni Blejski kot, tudi vse manjše vzpetine. Segal je skoraj do Lesc in Radovljice. Pri tem je odrinil tok Save dolinke nekoliko proti vzhodu. V tundri in tajgi v okolici ledenika so živeli bizoni, mamuti, losi, jeleni, volkovi, alpski svizci. Zadnja pleistocenska ohladitev pa ni bila največja. V času svojega največjega obsega je bohinjski ledenik prekrival tudi precejšen del gorenjskih ravnin. Med enim od starejših poledenitvenih vrhuncev je segal vzhodno od Radovljice in za seboj pustil značilno končno moreno, imenovano Obla Gorica. Vrnimo se v čas zadnje ohladitve. Tedaj je rob ledenika segal od Lesc do Zasipa, kjer sta dobro vidna dva grebena končnih moren, na katerih sedaj stojita cerkvi v Zasipu in Sebenjah. Rob ledenika se je nadaljeval prek Dolgega Brda do Zgornjih Gorij. Tu se je skoraj staknil z ledenikom, ki je prinašal led po dolini Radovne. Ledenika sta za seboj pustila naravna amfiteatra, ločena z ozkim grebenom. Led je zapiral tudi vhod v Blejski Vintgar, zato je tam nastalo malo ledeniško jezero.
Ko se je led začel topiti, je potok Rečica urezal v strugo v usedline in s tem razkril zaporedje laminiranih sedimentov, ki so se tu odložili v času zajezitve. Ledena doba je bila klimatsko zelo razgibana. Ob ohladitvah so se ledeniki daljšali, ob otoplitvah pa krajšali oziroma talili. Ob napredovanju namreč ledenik pred seboj rine in kopiči drobiri iz podlage, ki se pred njegovim čelom nabira v obliki grebenov imenovanih končne ali čelne morene. Sled prvih dveh zastojev umikanja mlajše pleistocenskega bohinjskega ledenika se je ohranila v dveh grebenih čelnih moren pri Dobravci. Na ravnici pred ledenikom je zastajala voda in s časom so tu nastala močvirja, deloma še ohranjena na blatih in jezercih. Med umikanjem iz Blejskega kota je ledenik zastal vse še 3-krat, kot dokazujejo grebeni čelnih moren pri Pecovci in nad severovzhodnim obrežjem jezera. Starost njihovega nastanka ni natančno znana, so pa mlajše od 20 000 in starejše od 14 000 let. Pred čelom umikajočega se ledenika je začelo nastajati Blejsko jezero. Sprva je bila gladina približno 20 metrov višja od sedanje, voda pa je iztekala pod stražo, skozi dolino zdaj imenovano Dindol. Šele ko se je ledenik umaknil v dolino Save Bohinjke, se je odprl zdajšnji izliv Jezernice pri Mlinem. Jezero v sedanjem obsegu je najverjetneje staro nekoliko manj kot 14 000 let. Ozračje se je še naprej ogrevalo in postajalo vse bolj podobno sedanjemu. Led se je hitro topil in se najprej umaknil v visokogorje, potem pa izginil. Ko se je ledena opora umaknila, so se s pobočij prožili plazovi in skalni podori. S klimatskimi nihanji so povezane tudi glaciofluvialne terase, ki so jih odložile in urezale reke vzdolž nekdanjih ledeniških dolin. Reke so ob ohladitvah podnebja nasipavale velike količine proda, ob ogrevanju pa so ga odnašale. Tako nastale terase so vidne pod Šobcem in Lescami. Oblikovala jih je Sava, ki z globoko urezano strugo omejuje Blejsko pokrajino. Zelo slikovito je območje rečne doline z mokrišči pri Brjah. Z umikom ledu so povezani tudi prvi sledovi človekovega bivanja v Blejskem kotu. Kamnito orodje iz mlajšega paleolitika je bilo odkrito v jami Poglejska cerkev, v prepadni steni nad ozelenelim amfiteatrom, ki ga je za seboj pustil bohinjski ledenik. Lep pozdrav še z moje strani. Ta filmček, ki ga predvajajo na Blejskem gradu, se konča s pogledom na Poglejsko ali Pošiško cerkev. To veliko v Dolbino, za vasjo Pošica na poti proti Pokljuki. Tukaj smo našli najstarejše sledi človeka v našem koncu. Vsaj 12 000 let nazaj je bila to lovska postojanka. Prav človeški kosti niso našli, našli so pa nekaj tega prvotnega kamnitega orodja, razna strgala, rezila in nekaj kosti živali, ki so jih lovili. V tem času mamuta ni več, teh dolgodlakih nosorogov ni več in drugih takih pošasti. So pa seveda že svizci, ki so jih lovili najlažje, kozorogi, gamsi. No, tudi v poznejšem času so še našli tukaj najdbe, so rimski kovanci iz rimskega časa in seveda Poglejska cerkev, se imenuje cerkev zato, ker so se po izročilu tam skrivali preganjeni protestanti v 16. in 17. stoletju. Seveda je
Slovenija polna, mi smo na stičišču svetov, kot ste zapisali, Peter Štih in Vasko Simoniti. In je preprežena z vsem mogočimi najdbami, daleč v pradavnino, še pred ledenim dobam. Najznamenitejše najdbe, ki jih dostikrat pozabljamo, so seveda najstarejša piščal iz divjih bab, mogoče 60 tisoč let stara, z kosti jamskega medveda. Niso čisto sigurno, če je piščal, ampak 3 oktave je nekdo znal na njo zapiskati. Potem je tukaj potočka Zijavka, ki jo je pred drugo svetovno vojno izkopal Srečko Brodar, kjer so našli do zdaj najstarejšo znano šivanko iz kosti, staro ne 35 tisoč let. In ne tako dolgo nazaj so v Barju našli tudi najstarejše znano kolo na svetu, uporabno kolo, ki je že iz hrastovega lesa, z jesenovo osjo, staro dobrih 5000 let. Srečko Brodar je bil znameniti paleontolog, njegov sin je njegovo delo nadaljeval in ta Poglejska cerkev je bila zmeraj zelo vabljiva in zato je on tudi tukaj začel kopati v začetku 60. let, nadaljeval je Valič, ampak vsemu temu Blejskemu kotu smo pred 10 leti razločili približno 30 arheoloških najdišč do tamle leta 1000. To je povzeto po karti Timoteja Knifica. Najstarejše najdbe na Bledu datirajo že z 1856, rimski kovanc, potem imamo najdbe Pecovce, druge rimske najdbe. Okrog 1900 so našli prvo kamnito sekiro na Rečici, pozneje 3/4 stoletja, potem pa še drugo, tam kjer je danes Vinobled. Tukaj so ta najdišča navedena, zelena, kot vidite, so prazgodovinska, rdeča je rimska doba, vijolična je pa srednji vek. Večina ljudi pozablja, da se srednji vek začne s propadom zahodno-rimskega cesarstva že 476 in traja do odkritja Amerike 1492. Tukaj spodaj imamo to kamnito sekiro, najdeno pri Vinobled, Peter Petruj to našel, zgoraj in desno pa lahko vidite, predvidevamo koščeno harpuno in zraven še ta naraven spomenik, to naraven kamniti osamevc, Polansko babo. Iz jame na drugi strani, ki jo po odkritelju jamniku, Pavlu Jamniku imenujemo Jamnikov spodmol, kjer je Jamnik tudi našel tole harpuno, predvidevamo, je, če bi posekali te smreke, bi bil zelo lep pogled na to Polansko babo, tam na višini dobrih 800 metrov. Ta harpuna izgleda sicer precej težko uporabna, dolga je tam le blizu 5 centimetrov, široka manj kot 2. Zdaj, če bit se, da je že začel luknjo delati, tak, ki jo je izdeloval, ampak jo očitno ni dokončal. Tako da so Janez Bizjak je s svojimi prijatelji prišel do zaključka, da je mogoče to le en amulet, ko so to mogočno postavo videli iz te jame, ki je bila spet lovska postojanka, ne stalna naselbina, da je le en amulet, mogoče tudi enega božanstva iz tistega časa, ki ga pooseblja ta Polanska baba. No, naslednje najstarejše najdbe so z mlina in to pri izlivu Jezerence iz jezera. Pred leti se spomnim, smo bili na izletu na Kimskem jezeru in tudi tam je bil še celo eno božanstvo Bedajum, še malo na Bled spominja. Je tudi tam polno bronastih najdb iz dobrih 3000 let nazaj. Prvi meč se je našel tam pri izlivu Jezerence leta 1979, drugi pa 2006, sta izjemno kvaliteten bron. Bronasta doba pri nas nastop, ta prvo, kot vemo, je bakrena, približno 4000 let pred našim štetjem. Potem 1700 let približno rabijo, da pridejo do
tega, da je dobro vmešati nekaj kositra in da s tem dobimo bron, ki je bolj odporen, bolj trpežen, bolj uporaben, elastičen. In seveda imamo mi takoj, že z tega časa na Bledu prekrasne najdbe. Ta glavna seveda sta ti oba meča. Za čuda nista bila nikoli rabljena, zato sta skoraj gotovo ritualna. To je mogla biti na daritev. Dobili so seveda tudi tam sekire. Tukaj lahko eno anekdoto povem, nekaj sem razlagal onemu kolegu, ki ni tako romantično, rekel, arheološko naravnan, zdaj, so dobili, to so sigurno noter metali pri kakšnem obredju. Ja, je rekel, ko ste neumen, to so let sekali s kiram, preko slekira noter padla. Ne vemo točno, kako je to bilo, ampak zanimivo je, da te dva meča nikoli nista bila rabljena v boju, če ne bi imela kakšne poškodbe. Prihajamo do v bistvu najbolj znamenite najdbe na Bledu. To sta dva zlata našitka iz istega časa. Zlato je stranski proizvod pri pridelovanju, pri topljenju bakra. Te dva, da vemo, da sta našitka, vidimo na lukencah ob robu našitkov. To pomeni, da sta bila prišita na blago. Skoraj gotovo jih je nosila ženska, tudi to ne vemo točno. Najdena sta bila tukaj pod gradom. Tudi ta kraj ni čisto točno znan, ker so se potem pojavila. Sta pa to en redkih primerov zlata, v Sloveniji sploh najstarejša, ki ga v Evropi poznamo šele 5000 let. Podoben vzorc se pojavlja še marsikje. Skoraj bi lahko rekel, da je bilo že v tistem času moden trend enak po večini Evrope. Ti koncentrični krogi ne bi predstavljali sonce ali karkoli v te nekaj kozmičnega. S časoma iz lovca in nabiralca postane tudi živinorejec in poljedelec in zraven seveda še rudar in topilc železa in drugih kovin in oglar. Človeku uspe vzgojiti prve kulturne rastline, domačiti prve živali, seveda prva je pes, kot vemo. Ta bronast srp je mogoče že žetu. Najbolj preproste so bile pa take žrmne, najdene tamle paradolci, takole en kamen udobljen, pa takle val, s katerim so to zrne trli. Ljudje so seveda, ko so prišli na poljedelstvo in živinorejo, se jim je zdravje poslabšalo. Lovci bil neprimerno bolj zdrav. Nekdo mi je enkrat rekel, človek je edina žival, ki hrano ta prvo nič prednjo poje. Se pravi, skuha, speče, a ne žival poje surovo. S gnojenjem, s kuhanjem, z vsem tem je prišlo do bakterij in do vsega tega, pri čemer smo še danes. Na planini Klek, na Pokljuki, imamo dokazano kopanje rude že vsaj 2800 let nazaj, se pravi od samega začetka železne dobe. Železo rab, da se stopi vsaj 400 stopinj več, da je res kvalitetno, lahko tudi od bakra, tam pri 1400. Lahko je tudi manj, ampak tam noter je potem precej primesi. Veliko srečo imamo v našem koncu, da ta železova ruda vsebuje tudi mangan in z tega je to železo že bistvene vrste eno naravno jeklo. Vsa planina Klek je polna kotanj, lahko tudi zelo nevarnih, ki je bil to v glavnem dnevni kop. Tukaj vidimo, pred leti je padla noter krava in so jo našli samo tako, ker je teliček mukal in so našli še njegovo mamo pravzaprav, ampak ni bilo več rešitve. Tako da je hoja po teh planinah, saj za kakšne težje, lahko precej nevarna. Zaenkrat ni dokazano, da bi tukaj gor železo tudi topili. Seveda so bili oglarji, zraven so bili še pastirji in potem planšarji. Precej ljudi je moglo tukaj živeti, našli so tudi ostanke iz raznih časov, kar kaže na to, da ti ljudje niso bili revni, bili zelo sposobni. Železarstvo traja na Gorenjskem, razen Donski še na Jesenicah seveda, ampak ne v domači rude, do konca 19. stoletja, ko ugasnejo zadnji plavži v Bohinju, Kamengorici, Kropi
in se vse to skoncentrira na Jesenicah. In še na Jesenicah so seveda potem tudi znašli to posebno jeklo, eno najboljših na svetu, ferromangan. Železo je bila osnova za precej močno blagostanje, posebej v rimskih časih. Najbolj ugledne družine, vidimo po raznih tablah, so se ukvarjali že s trgovino železom. Ko so kopali za avtocesto, tukaj pa Lescah, so našli in takle ingot. To je 7 kil težek, skoraj 70 centimetrov dolgo surovo prekovano železo. Ima izjemne kovne sposobnosti, vidite na eno strani ta bolj kakor en zavihan, zavihana palca, to je bilo za lažje prenašanje. Teh so dobili po Evropi približno 5000 kosov, od Anglije do Balkana. To je bila trgovska roba, teh 7 kil železa, z tega so potem kovali seveda palce, iz njih žeblje in karkoli je že bilo. Imamo pa v rimskem času in še pri rimskem času je bilo tukaj Noriško kraljestvo, ki je bilo posebej znano po kvalitetnem železu, se pravi, današnja Koroška in Gorenjska sta proizvajali mogoče najboljše železo v celem rimskem cesarstvu. In ko so Germani prvičkrat močno napadli rimsko cesarstvo sredi 2. stoletja, se je mogel Mark Aurelij cesar vrniti z Perzije in počasi so te Markomane le potisnili nazaj, sklepati so mogli razne za Rim neugodne pogodbe. No, pri tem pohodu je bil tudi najslavnejši rimski zdravnik vseh časov Galen, ki posebej v zapisih hvali to noriško jeklo, kako je dobro za noriško železo, dobro za operacije, da se človek ne okuži, in on je takrat že seciral. Ko mi si lahko predstavljamo, da 1400 let potem niso pustili v glavnem secirati. Čeprav najdbe z rimskega časa niso prav pogoste, pred vojno so že skopali eno rimsko poslopje v Želečah, no, kovanci se pojavljajo sporadično tu in tam in no, tudi v mojemu prvem mandatu v bistvu me je že doletela ta sreča, ampak na tem mestu, kjer sem bolj nesreča, ker to pomeni veliko stroškov, da smo našli pri obnovi Partizanske ceste, te ceste, ki z Vasigrad pele na Gmajno in naprej proti Zasipu, pod današnjo cesto, meter globoko, fantastično rimsko cesto od 3. do 5. stoletja. Takrat Rimljani niso več mrtvecev sežigali, ampak so jih že pokopavali ponavadi ob cestah. V grobovih so seveda tudi razni predmeti, ki naj bi jim olajšali življenje na drugem svetu. To s časoma izgineva. Predvidevamo lahko, da je bilo to prebivalstvo, saj tam le proti koncu že skoraj gotovo krščanstvo. 313 so ga v rimskem cesarstvu dovolili, 395 pa celo postane državna veja in samo 80 let to traja do propada cesarstva. Ne vemo, je bilo tukaj naselje. Naselje vemo, da je bilo staroselsko nagrado normalno. Tukaj pa ne vemo točno, ampak so dobili še precej posodja, nekaj kovancev, sledi hiš, so imeli lepa tlakovana dvorišča, vetrolove in zelo lepo lončeno posodo, tako da ta bled z tistega časa sigurno ni spadal med najrevnejše daleč naokrog. Iz tega obdobja te Blejske ceste proti Zasipu je tudi seveda ogromna najdba pri Mušnah, enako kot Ingot pri Lescah, Vila Rustika. Vila Rustika ne pomeni nič drugega, kot ena velika kmetija. Kmečka hiša, to če prevedemo točno. No in potem vemo, da so leta 1984 na Stagnah, tam če vidite, če gledate Zasipsko cerkev svetega Janeza Krstnika, greste proti desni
je en tak pomol in na tej najbolj izpostavljeni točki je bil najden tudi rimski stolp, 7x7 metrov. Šla sva s Srečom, lepo sva bila sprejeta pri družini Smodiš in pokazali so nam, da ste nam pokazali tudi slike iz tega časa izkopavanja. Arheologi so včasih tudi že hodili po terenu in spraševali, da se jim je zdel sumljiv in ponavadi se že ve, kje se lahko kaj najde, tudi po krajevnem imenu. Te vedi, se pravi etimologija, vedi o izvoru besed. In tukaj pri krajevnih imenih je to še bolj važno. Gradišča in ajdne, vse, kar je ajd izraz za staroselce, tam, ki je ajdovščina, ajdna, ajdovski gradec, karkoli z ajdi povezano, je skoraj 100% tudi arheološko najdišče. Na koncu cesarstva je v naših krajih seveda veliko opustošenje in kot se že rekel, meščani se zatečejo na morju, ta manjša priobalna mesta, ki so nastajala na otokih, pa raz imamo Izola, že sama pove, Koper, na polotokih, Piran, na primer, ali pa če gremo še naprej v Istro, Novigrad, kamor so se zatekli skupaj s škofom Emonci, se tudi imenuje Emona Nova. Domačini tukaj podeželani so pa si našli najbolj nedostopne kraje z lepim razgledom. En tak kraj je bil skoraj gotov Blejski grad, drugi pa Ajdna nad potoki, ki je prav v tej liniji iz Blejskega gradu. Tukaj so našli približno dobrih 20 zgradb, vmes je seveda že krščanska cerkev, precej velika. Tukaj noter je pokopano 11 ljudi, med njimi zelo nenavadno za tisti čas ženska. Zdaj lahko tukaj začnemo malo s kakšno pravljico o ajdovski deklici. Po legendi je to tako velika ženska, da je z eno nogo na Kranjskem, z eno na Koroškem, se pravi v Karnivoli pa v Karantaniji. Potem tamle, če ste v Crn grob, imajo obešen, pravijo, reber ajdovske deklice, čeprav je le mamutov okel. In tako so vse, kar je bilo takega neverjetnega, povezanega z ženskam, predimenzioniranega, so povezovali s to ajdovsko deklico. Čist možno je, da je bila na koncu poglavarka, ne poglavar, ne vemo. Našli so tudi stilus, to je pisalo. Rimljani so imeli neverjetno lokalno upravo, in se je tudi državno, in to je šlo še naprej. Živeli so gor, polja in živali so imeli v glavnem v dolini, sem so se lahko zatekli, precej na varnem, ampak konec 6. stoletja je te naselbine na 1050 metrih skoraj konc, nažalost. Ne vemo, kdo jih je uničil, lahko da so tudi Slovani, ampak to zamre. Tukaj to se poruši. Našli so na primer tudi cisterne ob hišah, to je še pomembno, da povem, ko so imeli tudi oskrbo z ževenco. Na Blejskem gradu pa pride do drugega procesa. Tam so pa eni in drugi staroselci, že kristjanski, zraven novih prišlikov Slovanov. Po grobovih, po skeletih rekonstruiranih se vidi, da sta to čist dva različna antropološka tipa. Ti Slovani so bili v povprečju 5 cm večji od staroselcev in počasi pride do pretapljanja, kako bi rekel, enih in drugih. V glavnem preko slej so ti vojščaki poročali domačinke, staroselke in prihaja do onega novega etnosa. In počasi tudi prevzemajo krščansko vero, morda, ne vemo, ampak kar je pa sigurno, da so ti romanizirani staroselci, so govorili tako vulgo latinščino, ki se je danes ohranila pri Furlanih, pri Ladinih v Švici,
Nepreladinih na Južnem Tirolskem, pa Retoromanih v Švici. To so še zadnji ostanki tistega jezika, ki so ga skoraj gotovo govorili tudi tukaj pri nas. Ampak prevzeli so staroselci slovanski jezik. En od predmetov, ki je zelo pogost, je tudi roženi glavnik. Uši so bile velika nadloga in še do 19. stoletja se s kosti delajo takle glavniki za izčesavanje uši, se pravi ušivci. Ta človek je bil seveda še vedno lovec. Tukaj imamo 1600 let z konca Rimskega cesarstva staro okostje losa. So ga našli slučajno, seveda, kot vedno, na Soški planini in tam en Lopac ima noter tudi eno odlomljeno železno puščico, kar pomeni, da je bil prej on zastreljen in da je nekje potem pomagal. Ampak te živali so ogromne in tudi s tistim preprostim načinom lova so jih prej ko slej iztrebili, tako da jih danes več ni. Ampak Rimljani so pri nas lovili še lose, bi težko verjeli danes. O rimski naselbini na gradu imamo kar nekaj dokazov. Andrej Gaspari je pred 2 leti kopal in je našel še en krasen, med drugim, na grajskih hribih našel še ta krasen srebrnik rimskega cesarja Galenija, vladal je 15 let, no na koncu so ga ugledali. Zanimivo, če računamo, da je bilo rimsko cesarstvo, vsa Severna Afrika, Arabija do Perzije, Črnomorje in gor do Germano in še Anglija, Španija in vse je bilo rimsko cesarstvo in prav tukaj tega cesarja ubijejo in prav tukaj najdemo njegove kovance, kot je ta kovanc z obeh strani. 476 vemo našega štetja, da propade zahodno rimsko cesarstvo, vzhodno ostane in živi še 1000 let skoraj, do poraza 1453, ko ga zasedejo Otomani. Po koncu cesarstva, seveda z vseh strani, tukaj pa v našem primeru je pa bolj važen z vzhoda, pritisnejo na ostanke cesarstva v glavnem germanska ljudstva. Prvi so bili vzhodni Goti, že prej so pa severa seveda tišali Franki in Bizantinci so te vzhodne Gote, ki so prišli iz Skandinavije, imate še danes pokrajino Gotland, gotska dežela, čez Rusijo, tamle ob Črnem morju in so jih najeli Bizantinci, da bi ustavili ta frankovski prodor proti Rimu. Vzhodni Goti so prišli, so to kolikor toliko zrihtali, ampak so se prej ko slej s Franki združili. V tem času pri nas nastane Karnium. Karni. Druga mesta so porušena, iz pepela nekako ostane današnji Kranj. Tam so živeli seveda staroselci, potem pa eno za drugim ta germanska plemena, ne samo ta, še drugi so, Turingi so bili še Alemani in tako naprej. Ampak glavni so vzhodni Goti, so še pogani, domačini so kristjani, domačini imajo gor na prostoru že današnje cerkve, že v tem času ogromno krščansko cerkev svetega Kancijana, se pravi 12x24 metrov, ki dodajo še 8-kotno krstilnico. Prav, da je bilo to v bistvu v tistem času edino pomembno mesto, ki je imelo za nalogo varovati pred vdori z vzhoda ta vrata proti Italiji, posebej ob Savi navzgor, če rečemo danes tlele ob Boham pa čez Petrov Brdo oziroma po zgornji Savski dolini proti Italiji. Te Goti so v severni Italiji za časa Teodorika ustanovili celo svojo državo. Vse bolj, kjer so Germani, so se povezovali s Franki, to je šlo spet Bizantincem seveda zelo na živce in so poklicali še eno germansko pleme, Dolgobradcev. Longobard pomeni dolgobradi. Te so bili še na višji stopni razvoja, s sabo so prinesli res neverjeten bliž večino, ma je to bizantinske izdelave
in tamle se naselijo pod Kranom 547-48. Njihova naloga je osvojiti za Bizantince spet severno Italijo. 20 let so samo v Kranu. Za njimi je ostal približno 1000 grobov z neverjetnim bogastvom. Zanimiv so za Bleč posebej zato, ker ena od teh broš, ki jih vidite tukaj v obliki črke S, ki so jih našli v Sloveniji 46, od tega 36 na Lajhu v Kranu, ena od teh broš se je pojavila tudi na Blejskem gradu. Ali je kjera kupila, je kakšno vprašanje, vemo, ampak eno od teh srebrnih pozlačenih S broš imamo tudi najdeno na Bledu. To so še razne sponke, poznali so imeli, dobili so gropene, kneginje langobardske, to je vsaj germanske, če ne čisto točno to. Taga blišča in bogatstva takrat na naši zemlji tukaj daleč okoli nikjer, kot je ta prvi Kran. Kran ne bi dobil ime, kot so imenovali Longobardi deželo na koncu Karnije. To Karnija, to veste, ki je tam v Trbiža, boj naprej proti Dolomitom, in na koncu je Karniola, majhna Karnija. In glavno mesto te Karnije je, te Karniole je seveda naš Kran. V tem času deluje, Ravena je bila ves čas bizantinska. In tam je bil en geograf, ki je prvi, ki o tem Kranu poroča in poroča tudi o slovanski Karnioli, se pravi kranski, slovanska dežela. Karniola Sclavorum Patria imenuje. In v njegovih zapisih omenja že eno jezero v gorah. Težko bi verjeli, da je to jezersko, skoraj gotovo je to Blejsko jezero, ki je najbolj, z okolico najbolj raziskan in najbolj pomemben arheološki revir, bi lahko rekel, še danes. Toliko najti po teh je v Kranu, pa na Bledu jih nikjer drugje na Gorenjskem ni. In skoraj gotovo lahko sklepamo, da je to že prva omemba Bleda. Longobardi so se potem leta 568 odselili proti zahodu, najprej v Furlanijo, tam je Čedat, Forum Julii, iz tega sploh pride, Julijevo mesto pride sploh beseda Furlanija, in potem gredo naprej do Milana in tam je še danes Lombardija. In severna Italija in južna Italija sta še danes, jih združi samo isti uradni jezik, drugače pa po vseh poletih so to popolnoma drugačne kulture, še čez ves čas, ker imajo čisto drugo podrast. Tukaj imamo lutko Staroselke, ki predica, prede tako kot še danes predejo po Balkanu pastirice, ki hodijo za čredo, tukaj kolovrat v glavnem še ni prišel. Kolovrat je precej nova stvar, 500 let, v ljudski rabi pa 200 dobrih. Zato, da se ko jo sprede, da se malo nategne, rabijo na utež in to je tole vretence na koncu. Tukaj imamo seveda tudi zrezane na kakšne lončene posode s špin ali kaj iz kamna, ali pa sploh lončene v Kranu, ki je bilo bolj nobel, so tudi z jantarja te vretence s tem v času. In to so ponavadi, so to preslico, kot pravimo, polagali ženskam v grob, tako da jim ne bo poje dolgčas kaj na drugem svetu, da so imeli kaj početi, bi rekli, bolj nesramno. Če gremo z velikim pričakovanjem, so vsi gledali, kaj se bo našlo na Blejskem otoku. Večina zadev je, seveda imamo tudi prazgodovinske zadeve. Otok je star toliko, vsa okolica, 14 000 let, ker se je ta led začel topiti in se naša krajina v bistvu kaj dosti ne spreminja. Ampak ta otok ima eno veliko posebnost. Na tako majhnem prostoru sredi jezera ima svoj izvir. In skoraj gotovo so ti Staroselci, preden so sprejeli krščansko vero, častili ta vodni izvir, kot so jih posod pri izvirih, naprimer, se so pod Korno našli tablo rimsko o Savergni, ne vemo, je to Sava ni, ampak v glavnem imena rek so še vse staroselska, predrimska. In te prvotni prebivalci so svoje božanstva častili v naravi.
če so že kaj imeli kakšen zavetišče, je bilo to ponovadi leseno ali skoš, ampak templov tukaj ni. Do prve krščanske cerkve na Bledu templja ne sledimo. To z kakšnega konca 8., 9. stoletja. Seveda se to potem širi in dograjuje in bomo videli še potem. No, druga zanimiva stvar, zadnja pomembna najdba na Bledu je pa deblak iz Blejskega jezera, ki je prav z tega časa, o katerem se zdaj izgovarjamo. Lahko bi rekli tudi z časa Črtomira in Bogomile, sredi 8. stoletja, kamor jih je postavil Prešeren. Ti deblaki so v rabi še konec 18. stoletja, kar vidimo na podobi Blejskega jezera z briksenškega škofijskega dvora, 1775 imamo deblak, to bomo videli v zadnjem predavanju, ki gre proti jezeru. Prvo toko imamo pa takole s prečkam povezana dva deblaka, v bistvu ne katamarane za prevoz tovorov. To je bila najlažja izdelava in marsikje na svetu se danes še to uporablja. Dolgo se je iskal, končno smo našli, nažalost ni denarja, ki je precej drago, da bi to dvignili in obnovili, zato tudi ne bom povedal, kje to točno je. Ne bo kdo prehitel, kar je velikokrat problem in mi bi imeli neprimerno več dokazov naše preteklosti, če ne bi bili nekateri tako pohlepni in brezobzirni in uničevali raznih najdišč. Nažalost se to dogaja še danes. Pridemo pa do starih Slovanov. Slovani so v glavnem sledili Germanom, z njimi so bili Avari. Vzhodno izjemno navarno krvoločno ljudstvo in so te naše ljudi kar maltretirali. Včasih niso videli tudi cel let, ampak nekaj so pa od njih odnesli, naprimer stremena. Ko bomo pa pogledali, stremena pri ježi pomenijo, da se jezdec lahko dvigne, da lahko strelja z lokom. Rimljan stremen še ni poznal. So stel, kakor Indijanci na konjih. S to pride stremena, se pravi, na kjer se lahko jezdec upre, pride šele z Avari in prevzeli so jih Slovani. Tukaj imamo to preprosto slovansko družino, kot predvidevam, se to niso sledila cela ljudstva. Slovani so izpričani tamle kakšne 1800 let nazaj, tam je danes Poljska, Ukrajina, bolj Ukrajina, Belorusija, Rusija, center je bil v Kijevu. V to zmes so se primešali še baltski in druga kakšna stepska plemena in kot taki so potem sledili Germanom, ki so tako ali tako tišali po bizantinskem, rekel, po bizantinski želji proti zahodu, tako da ne bi Franki še več vpliva imeli na nekdanjem rimskem cesarstvu na zahodnem delu. Z tega časa že pokristjanjenja imamo seveda na Blejskem otoku 124 grobov. Prav bogate najdbe niso, to so že to kristjani, da niso kaj posebnega polagali v grob naprej, kot tudi mi danes ne. V glavnem. In zdaj lahko tukaj razpredamo levo in desno. Pokristjanjenje opisuje nek salzburški škof v knjigi Spreobrnitev Bavarcev in Karantancev. Mi Karantanci nismo, mi smo Karnjolci. To je v času narodnega prebujenja v 19. stoletju je bilo treba na vsak način najti naše korenine, posebne slovenske in to in vse. Kot so delali vsi narodi, večji od nas, so imeli seveda zato tudi več materialnih dokazov, ampak po čudežu smo se mi ohranili, samo Kranjc in Korošec nista bila takrat še čisto isto. Takrat še o Slovencih ne govorimo. To se šele oblikuje, to so še stari Slovani, zmešani s romaniziranimi staroselci in z vsemi temi Germani, ki tudi seveda obvezno pustijo svoje sledi, ker
pri teh premikih se ne gre za premike celotnega prebivalstva, ampak v glavnem vojščakov in toliko spremstva, ampak seveda starejših in majhnih otrok na vsak način niso sabo vzeli, ti si ostal kje še druge. In zato se seveda tudi pride do mešanja vseh kultur in tukaj imamo že seveda ljudi, ki so delno staroselci, kakšen manjšen procent mogoče raznih germanskih izvorov, v glavnem pa govorijo slovanski jezik po tistem, ki je zmagal kot ta zadnji tukaj. Prešeren je napisal definitivno naš najlepši ep. Kje je jemal, ne vemo. Na Blejskem otoku poročajo, da je bil mogoče Rade, Gast, to je bil ene vrste slovanski Dionis, ne vemo. Vemo pa nekaj, da ko se zamenja vera ali ideologija, je zelo težko temu novemu zmagovalcu ljudi prepričati, da je zdaj pa to vse boljše. Ker ponavadi se to začne na krut način. Prostovoljno se zelo malo ljudi želi spreobrniti. Mi imamo zadnji primer, da se je iz enega krščanskega praznika naredi državni praznik, ki je bilo pri nas po drugi svetovni vojni, ki je samo Slovencem uspel ohraniti edini krščanski praznik v državi, kjer ni bilo uradno božiča, ne velike noči, mi smo ohranili vse svete. Dan vseh svetnikov pod nazivom Dan mrtvih. Tega kulta mrtvih nam niso mogli iztepsti iz nas. In je to bil edini krščanski praznik pod drugim imenom. Če je na Blejskem otoku Marija z otrokom, ki pomeni plodnost in materinsko ljubezen, lahko sklepamo, da je bila mogoče res, da so častili mogoče tudi živo, ki je bila boginja ljubezni. In so samo potem najbližjo svetnico, jo so zamenjali po njenem pomenu najbližjo svetnico. To so seveda vse domneve. Tukaj je spet nastop v temu epu o Črtomiru kot zadnjem poveljniku poganskih Slovanov, alpskih Slovanov, lahko rekli, njegovo izvoljenko Bogomilo, ki je že kristjanka na otoku, njihov srečanje in potem se on odloči, da mu je bolj pomembna vera prednikov kot pa ta ljubezen. Z ostanki te svoje vojske se Črtomir, kot vemo, zateče na Ajdovski Gradec in tam pride do te zadnje bitke, potem ga peljejo k Savici. Savica je izvir najdaljše reke, ki teče pri tem skozi 7 jezer in sta zadnjega črnega v obliki slapu. Dol v dolino, tam seveda pri tem vodnem izviru pod Triglavom, za nekatere tudi slovanskim bogom, v dolini, ki se imenuje Bohinj, lahko tudi povezujemo to z Bogom, da je to od Boga, Bog je isto, a ne? Tam se krsti zadnji poganski poveljnik, po legendi, oziroma po Prešernovi predstavi. Potem, ko je bila objavljena ta lepa pesnitev, seveda se pride do tudi prvih upodobitev, druga najstarejša je ta, to sem dal prav za nalaž, ker je tukaj že narisal Blejski grad, ki takrat sigurno ni bil tak kot je danes. In je zelo malo verjetno, če kaj podobnega se na otoku zgodi, da bi bila to že takole lepa zidana cerkev in da bi bila takole napravljena kot sta. Ampak zgodba je lepa, nekaj osnove ima, pa več seveda pri Karantancih. Tukaj imamo zdaj zemljevid iz slovenskega zgodovinskega atlasa, ki prikazuje stanje tamle od 7. do stoletja in 8. v času pokristjanjevanja. Vidimo, da imamo tole središčno državo oziroma državno tvorbo, bi raje rekli Karantanijo, središčem na Krnskem gradu, to je tam, ki je gospa Sveta, na drugo stran. Potem imamo Bavarce, ki so jih Karantanci zaradi nadlegovanja Avarov seveda mogli zaprositi za pomoč. Potem imamo tukaj Longobardsko kraljestvo,
v severni Italiji, Istra spada še pod Bizanc, skupaj z Raveno. Gor imamo Samovo plemensko zvezo, zelo močno. In tukaj na jugu, v porečju, v povirju Save, imamo pa našo Carniolo. V tej deželi vemo zelo malo. Ampak nekaj nam pa mora biti jasno, da v tem času Carniola in Karantanija nista isto. Karantanija je super opisana, vemo marsikaj, ne vemo pa vsega. Tukaj imamo vojščaka z karolinškega obdobja, se pravi iz časa Karla Velikega, kralja Frankov, ustanovitelja v bistvu dveh velikih današnjih držav, Nemčije in Francije. Izjemen kompleks manj vrednosti, izgleda, da je moj in je tišel dol proti Rimu in je izsilil leta 800, da ga je papež kronal za prvega svetega rimskega cesarja nemške narodnosti. To je šlo potem še do celih 1000 let, do 1806, ko je bil vnuk Marije Terezije, Franc II., tak, ki je bil potem tudi na Ljubljanskem kongresu, je kot tak že odstopil od tega naziva 1806. Stalen je ta kompleks, kdo bo ta glaven v Rimu. Bizantinci so bili seveda zelo živčni, ker so mislili, da bodo to oni. Takrat je cerkev še enotna. Cerkev se razdeli šele 1054, vzhodno in zahodno, se pravi katoliško in pravoslavno. Protestanti vemo, da še 500 let potem. Karlu Velikemu, ki je bil dejansko zelo velik, 195 so zdaj izračunali. Drug tak cesar je bil pozneje Peter Veliki, je bil tudi okrog 2 metra. Da niso bila oba velika kar tako po, rekel, slučajno. Karel je bil tako pomemben vladar, ki je znal izjemno kruto vladati, ampak je vseeno prepričal Karantance in Karniolce, se pravi te alpske Slovane tistega časa, da so mu pomagali na današnjem Madžarskem Panoniji stolčiti končno Avare. Tam so prišli do norega zaklada, Avari se niso nikoli ukvarjali s kmetijstvom, kaj drugega, ampak samo z izkoriščanjem drugih, in vse, kar so pač naropali, je bilo tam. In ko so Avari premagani, z neverjetno grobostjo zavladajo tudi v naših krajih. In na hrvaški strani v Sisku imamo takrat Ljudevita Posavskega, ki je pridobil za ta upor proti Frankom tudi Karantance in Karniolce. Začne se ena zelo kruta vojna. Z tega časa frankovske nad oblasti imamo tudi tole približno 4 centimetre široko nagrado najdeno Proškovite vsred vladarja, lahko da je tudi Karel Veliki. No, ta Karel nam je dal celo besedo za kralja. V vseh slovanskih jezikih in še v mađarščini, kjeraj ta beseda kralj pride od Karla. Tako pomemben vladar je bil to. Ko umre, leta 14, se tudi njegovo cesarstvo zamaje in razni bolj lokalni oblastniki izjemno pritiskajo na domače prebivalstvo in Slovanem v našem koncu. In staroselcem, te mešanice, ki tukaj živijo, je tega počas dost. In pod vodstvom Ljudevita Posavskega iz Siska se tudi Karantanci in Karniolci, vsi Slovani v tem panonsko-alpskem prostoru se uprejo. Ta upor je pokončan na najbolj krut način. Iz tega časa imamo, kot sem že v napovedniku povedal, vsaj zame najlepšo najdbo iz našega tukaj okolja. To je ta sebenska zakladna najdba. To ne pomeni, da je zaklad, ampak tam, ki imamo več stvari, v bistvu pa to je arheološki zaklad. Težko se predstavljamo, da je to železo staro 1200 let, da ni zarjavil, to ni propadlo. To so obvlada že tehnologije. Ta človek, tam pri Jarkoviču, tudi zelo blizu Sebenske cerkvice, ki je živel, ta kmet,
ki je živel v tem času, je bil zraven tudi vojščak. Vidimo, da meča ni, to je gotovo v hudi stiski vzel sabo in nekam šel, če je preživel ali ni, skoraj gotovo ni, če ne bi se vrnil in bi to, kar je skrup pred sovražnikom v zemljo, tudi odkopal in danes tega ne bi imeli. Vidimo, da je bil odličen poljedelc, imamo leme že za plug, motike, vidimo, da je bil skoraj gotov tudi tesar, ki imamo gleto, to čist desno dol, če pogledate na desni sliki. Je tako, kot je danes, da majzel ni čist nič drugače. Svedri tesarski. Sploh ni velike razlike z normalnim orodjem, ki ga uporabljamo danes. 24 predmetov neprecenljive vrednosti je Jarkovič odstopil zasipskemu župniku Oražmu. No, v tem hudem času je spet prišla prav Ajdna, ta refugi, včasih mu pravim kar gorenjski Machu Picchu, ki, kot vemo, je približno 200 let predtem bil razbit. Razbita je bila seveda tudi komaj po potresu postavljena cerkev, ki mi je isti tloris kot druga cerkev v Gradežu, kar spet kaže na te povezave v našem prostoru. No, tukaj so pa pri hiš dobili skrčen moški skelet in nos zraven iz tega časa upora Ljudevita Posavskega, kar nakazuje, da so mogoče se zatekli tudi sem gor, ampak da so jih tukaj tudi uspeli pokončati. V tem času so na Bledu vsaj že tri slovanske vasi, seveda na Pristavi, kjer se že lepo pretaplja eno drugega, na Bledcu in na Mlinem. Na to so naleteli, kot sem že povedal, že pred vojno, so dobili krasen vrček, lončen v enem od grobov, kosti so sprhnile, to je pa ostal in v take vrčke so ponavadi dajali pokojniku s sabo hrano. Na teritoriju Vile Bled so, tako kot na Pristavi, kopali tudi za časa nemške okupacije, ampak takrat smo bili pod Koroškem in vse te najdbe so danes v Celovškem muzeju. Na vsak način bi rad dokazali čim več germanstva tukaj. Še ena zanimiva najdba, slovanska najdba je seveda je pa Zvodešč. To je na Dlescu, tukaj je kopal Pleterski, kot sta seveda, kar sem pozabil, na Ajdni sta bila najprej Valič in potem Sagadin. Tukaj je pa Pleterski prišel do prav posebnih ugotovitev. Grobovi, našli so na primer en grob, prazen grob, ki je bil začeten grob. Potem so našli kar precej lepih predmetov, v glavnem tega, kar so že skoraj gotovo pokristjanjeni dajali vseeno še po starem običaju prednikom, mislim, umrlim zraven. Stoji pa to na eni posebni točki, kjer se sonce pokaže, kot naprimer tamle Abu Simbel v Egiptu na določen dan in to je točno za Božič. S posebno močjo in osvetli takrat še danes, nažalost ne več, njive, ki so prav v tej smeri zorane, tudi starejše hiše. V glavnem je bilo to znanje o vesolju, o zvezdnih pojavih takrat še zelo močno in sigurno povezano s kakšnim mirovanjem. Še najbolj zanimiva in zapeljiva je pa najdba prav tukaj tega nožka. To je zdaj očiščen. To je tokle dolg, ima krasen vzorc, to pletenico, kot pravimo, in je več preko mnen, zakaj se je to rabil. Najbolj logično bi bilo za špiljenje gosjega peresa za pisavo. Ampak kdo bi zdaj v Bodeščah pred 1200 leti pisal? Ne vemo. Ali je bilo še kaj drugega zraven? Drugi je mogoče, da je najdba še mogoče starejša, lahko, ker ima te dva
krogca na konci, mogoče je to do tudi za vratem obeše, ne vemo. Ampak v glavnem ta nožek je bil eno veliko odkritje, ker podobnega predmeta tukaj v bližini ni. Se pravi, stilus smo našli najdni, tukaj smo našli nožek, vse kaže na to, da je bila že kultura pisanja že doma. A je bilo še kaj več, ne vemo. V Budeščah je še eno najdišče, ampak prav zgodovinsko seveda na Gradišu, tam je na pečeh Cerkovca gor, tisto vzpetina na skali nad Savo Bohinjko. Takole počasi smo se približali prvi omembi Bleda z 10. aprila 1004. 10:04 mi je enkrat rekel en novinar, ki sem mu to razlagal, sem šele takrat pomislil, kakšna, bi rekel, igrica je tole. V glavnem na ta dan v Trentu, v današnji Italiji, Henrik II., takrat še kralj, še ne cesar, podari Bled in področje med obema Savama, Briksenskemu, Sebenskemu škofu Albuinu. O tem bomo več naslednjič. V tej darovnici seveda pa tudi že omenja rudna bogatstva. Tako da je bilo to tudi eno od tistih vzrokov, da so si to škofje, ki so imeli na čez prehod čez Brenner, enega glavnih prehodov v Alpah, prav posebej zaželeli še Bled in prihodke z te okolice, razne, ki so bili seveda veliki, če ne bi imeli 800 let. Za prvič je to z moje strani vse. Upam, da je bilo kaj zanimivega, upam, da ga tudi nisem kaj dosti polomil. Snovi je ogromno, 12 000 let spraviti za eno slabo uro ni prav lahka naloga, ampak s tem sem želel posebej to povedati, da bodimo pozorni, če kaj najdemo. Lahko kakšno veliko uganko razrešimo in to, da uničimo oziroma skrijemo, se mi zdi, da ni lepo, no? Da je to naša skupna dediščina. In več bomo vedeli, bolj bomo ta naš kraj, ki je res edinstven, lahko spoštovali. S tem predavanjem smo danes zaključili. Se vam zahvaljujem za pozornost v imenu Zavoda za kulturo Bled in Muzejskega društva Bled. Vas vabim na naslednje predavanje, ki bo ravno tako v torek, 6. aprila. In vas prosim, da kdo ni prijavljen na novice Muzejskega društva Bled, na internetni strani Muzejskega društva spodaj desno, če se lahko prijavi, da to komunikacijo lažje uredimo. In prav lepo pozdravljeni.